ko zapade sneg in je mariborski mestni park prekrit z dovolj debelo snežno odejo, ki postaja zaradi vse toplejših zim žal vse redkejša, lahko v njem še dandanes uzremo posamezne, bolj ali manj spretne tekače na smučeh, na bližnjih gričih in spetinah pa sankaške navdušence, ki se sankami razposajeno spuščajo po belih strminah. No, starejše generacije Mariborčanov pa se še dobro spominjajo, da so nekoč v osrčju mestnega parka drsali na poledeneli površini 3 ribnikov. Ob različnih priložnostih pa so si lahko ogledali celo kakšno drsalno revijo ali tekmo smučarskih tekačev. Drsanja na 3 ribnikih in drugih zimskih radosti v mestnem parku so se vselej razveselili tudi otroci judovskih družin, ki so pred drugo svetovno vojno živele v Mariboru. Med njimi je bila tudi Margareta Hirš, dekle na desni strani fotografije, ki se je sredi 30 let prejšnjega stoletja na drsanje po enem od 3 ribnikov s prijateljico podala kar v posebnem maškaradnem kostumu. Margareta, oziroma izvorno Margarete, se je rodila leta 1925 v mestecu Fürth v bližini Nürnberga, Gustavu in Karoli Hirš. Družina je bila že dodobra asimilirana, celo tako zelo, da so menda pogosteje praznovali Božič in Veliko noč, kot pa judovske praznike in šabat. Margareta, ki je imela tudi 6 let starejšo sestro Elizabeto, ali krajše Lizo, je v rojstnem kraju preživela srečna otroška leta. Aprila 1933 se je družina Hirš zaradi očetovega napredovanja preselila v Nürnberg. Tam pa se je kaj kmalu soočila z realnostjo vse bolj zagrizenega antisemitizma. In tako so že poleti istega leta Hirševi emigrirali iz Tretjega rajha. Priselili so se v Maribor, kjer je že živela očetova sestra, teta Pavla z možem Maxom Adlerjem. Družina Hirš je živela v Tomšičovem drevoredu, le streljaj od mestnega parka, kamor se je Margareta po zimi pogosto hodila drsat. Leta 1938 so bili Hirševi primorani zapustiti Maribor, saj jim tedanje jugoslovanske oblasti niso podaljšale dovoljenja za bivanje. Odšli so v Veliko Britanijo in se naposled ustalili v Londonu. Margaretina sestra Liza je 22. aprila 1941 postala ena od prvih 2 napovedovalcev v posebni oddaji na BBC-ju, ki je bila emitirana v slovenščini. Mnogo desetletij pozneje, leta 2005, pa je kot gostja sodelovala tudi v poslovilni oddaji ob zaprtju slovenskega uredništva BBC-ja. Margareta je od leta 1943 delala za jugoslovansko vlado v izgnanstvu, po vojni pa nekaj let še na jugoslovanskem veleposlaništvu v Londonu. Leta 1948 se je poročila s Erihom Šternom in si z njim ustvarila družino. Danes še vedno živi v Londonu. Je gospa čilega duha in čeprav je v Mariboru preživela le nekaj let in slovenščina ni bil njen materni jezik, se še dan danes lahko sporazumeva v prav zavidanja vredni slovenščini.